V Komunali Kranjska Gora kljub izrednim razmeram še vedno opravljamo vse nujne storitve gospodarskih javnih služb. In če začnem z najbolj pomembno dejavnostjo, to je oskrba s pitno vodo. Na tem procesu imamo enega dežurnega, ki skrbi in dnevno pregleduje vodohrane, zajetja, opravlja pa tudi 24-urno dežurno službo. Na tem mestu bi rad opozoril vse hotelirje, lastnikov hotela, sobodajalcev, kot tudi lastnikov gostinskih objektov, da sedaj v tem mirnem času vsaj enkrat tedensko odpirajo vsa trošila v objektih, vsaj za 5 minut in tako preprečijo nastajanje nezaželenih bakterij. Tukaj bi rad tudi dodal, da v letu 2020 smo vsi vzorci, ki so bili vzeti na vseh vodohranih in trošilih, so skladni, tako da v letu 2020 smo tudi vse te pomanjkljivosti, katere smo imeli, tudi odpravili. Če nadaljujem potem odvajanje odpadnih voda, tudi na tem procesu imamo dežurnega enega delavca, ki dnevno pregleduje delovanje čistilne naprave, kot tudi delovanje vseh črpališč v občini Kranjska Gora, tako pa opravlja tudi 24-urno dežurno službo. Če nadaljujem z ravnanjem z odpadki, odvozi potekajo po planu. Za odvoz imamo vzpostavljeni 2 ekipi, ki dnevno odvažajo odpadke po občini Kranjska Gora. Zbirni center je do nadaljnjega zaprt in zato vse občane prosim, da kosovnih odpadkov ne odlagajo na eko-otokih in da počakajo, da se zadeva ponovno odpre in jih pripeljejo na zbirni center. V mesecu maju in aprilu smo imeli tudi planiran odvoz kosovnih odpadkov, katera storitev pa zaradi nastalih razmer odpade. Na Dovjem smo vzpostavili tudi deponijo Vej, kamor krajani krajevne skupnosti Dovje Mojstrana lahko na parkirišče pod cerkvijo pripeljejo veje kot tudi les, na to deponijo pa ni dovoljeno odlagati pohištva. Za večje količine vej, to je več kot 3 kubike, pa imamo tudi vzpostavljeno službo in vsi tisti občani, kateri bojo imeli več vej kot 3 kubike, pa bomo seveda brezplačno jih tudi odpeljali. Na našo spletno stran je potrebno samo posredovati naslov. Kar se tiče javnih površin, tukaj tudi smo v okrnjeni sestavi. Imamo 2 dežurna delavca, ki skrbita za javno snago. Tako pregledujeta vse koške, počivališča, eko-otoke od Rateč do Mojstran. Nekje na sredini aprila pa bosta začela tudi s pobiranjem snežnih kolov. Seveda bo to delo bolj zamudno, ker bomo snežne kole pobirali samo po en delavec, vendar počasi moramo začeti tudi to storitev upravljati. Za konec bi rad še povedal, da še vedno pa je na prvem mestu varnost in zdravje naših zaposlenih. Tako smo že 16. marca vsem zaposlenim dali pisna navodila glede uporabe zaščitnih sredstev, mask, rokavic, kot tudi razkužil in tudi način uporabe, kot tudi medsebojna razdalja. Pri zagotavljanju zaščitnih sredstev nam zelo veliko pomaga tudi civilna zaščita, kateri se ob tej priložnosti tudi zahvaljujem. Vsa obvestila in novice bomo tudi ažurno objavljali na naši spletni strani, kot tudi v ostalih medijih. Zato vas pozivam, da obiščete našo spletno stran, kjer bojo vse te novice tudi zabeležene. Za konec pa želim samo še eno: ostanimo zdravi.